Spoštovano občinstvo, himna Republike Slovenije v izvedbi Andreja Žagarja ob spremljavi Ivana Kušarja na harmoniko in ob vaši pomoči in prepevanju. Zapojmo skupaj. Pozdravico, bratje, čmo zapet, Bog našo nam deželo, Bog živi ve slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Živi naj vsi narodi, ki krepni dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Ko rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo mejak. Ko rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed bo mejak. Hvala Andreju Žagarju in Ivanu Kušarju in seveda vsem vam, ki ste pomagali zapeti slovensko himno. Torej, spoštovane obiskovalke, obiskovalci, dragi veterani osamosvojitvene vojne, cenjeno občinstvo in gostje, prijazno dobrodošli na današnjem pogovornem večeru. Osamosvojitev in ustanovitev Slovenije je najpomembnejši dogodek v pestri in dolgi zgodovini Slovencev. Ključno dogajanje se je odvijalo od konca 80. let do razglasitve samostojne države 26. junija 1991. Leto prej so bile v januarja v Sloveniji razpisane prve večstrankarske volitve. Potekale so aprila in takrat je zmagala demokratična opozicija Slovenije, Demos. V istem obdobju je Jugoslovanska ljudska armada začela razoroževati teritorialno obrambo. Konec leta, 23. decembra, se je na plebiscitu velika večina državljanov soglasno izrekla za samostojno državo. 25. junija 1991 je Slovenska skupščina z razglasitvijo deklaracije ob neodvisnosti in temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti uzakonila samostojno suvereno državo Republiko Slovenijo. Slovensko zastavo smo dobili en dan prej, sprejeli so jo seveda poslanci v takratni skupščini. Prvič pa so jo razobesili javno na velikem slavju 26. junija. Veseli in ponosni smo, da slovenski župani, da so naklonjeni vrednotam slovenske osamosvojitve. Zahvaljujemo se našemu županu za gostoljubje in gospoda Franca Zdolška vabim, da nas pozdravi z nekaj pozdravnimi besedami. Prosim. Spoštovane dame in gospodje, lep dober večer tudi v imenu občine Laško na letošnjem srečanju, ki ga že dolga leta organizira VSO Laško in pa seveda gospod Javornik, ki z velikim žarom nekako tudi organizira te prireditve iz leta v leto. Jaz upam, da jih bo iz leta v leto tudi več obiskovalcev. Vse pa lepo pozdravljam tudi današnja sogovornika oziroma govornika, gospoda Kmetiča in pa seveda gospoda Podobnika, ki sta se danes odzvala temu vabilu tu v Laško. In lep pozdrav tudi vsem predstavnikom veteranskih organizacij, ki so danes tu prišli na razgovor z pomenljivim imenom Enotni v zmagi. In jaz mislim, da je prav gotovo to tisto, kar danes vsi Slovenci
pogrešamo v naših medsebojnih odnosih, v naši politiki, ne znamo se poslušati, ne znamo se v bistvu slišati, ker jaz mislim, da je največji problem slovenske politike. Vsi bi govorili, vsi bi bili glavni, noben pa ne čuje en drugega, da bi iz tega tudi kaj dobrega potegnili. Jaz sem vedno bolj občutek, da vsak tujec, ki pride tule v Slovenijo za malo denarja, je več vreden kot vsak Slovenec, ki je tu doma. Tako da jaz upam, da bomo danes tudi v pogovoru z tema dvema gospodoma in pa gospod Božo Here, ki bo verjetno ta pogovor tudi vodila, kaj pametnega slišali, se tudi kaj dobrega naučili in seveda tudi kaj dobrega odnesli. Seveda pa jaz upam, da se boste tudi po tej prireditvi tule v avli, v preddverju te dvorane tudi medsebojno poveselili in tudi kakšno rekli. Hvala lepa za obisk. Hvala gospodu županu. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, ki je pripravilo nocojšnji večer, združuje ljudi, ki so aktivno sodelovali pri osamosvojitvi slovenskega naroda, zavedne državljane, ki so jim vrednote slovenske osamosvojitve navdih za delovanje. Združenje je prostor za različno misleče ljudi, katerih skupni imenovalec so vrednote slovenske osamosvojitve. Spoštovani, k besedi zdaj vabim predsednika občinskega odbora VSO Laško, gospoda Srečka Javornika, da nas pozdravi in nam nameni nekaj besed dobrodošlice. Prosim. Ja, dobro večer tudi v mojem imenu. Srčno pozdravljam vas vse, ki ste tukaj, člani in nečlani. Posebej bi pa pozdravil gospoda Joža Pušnika, ki se tudi nahaja v našem dvorani in mislim, da si zasluži en aplavz. Kdo je ta Jože Pušnik? Je poslanec iz Prve demokratične stranke in mislim, da se res zasluži aplavz. Hvala. Govoril ne bom veliko, zaradi tega, ker sem se potrudil, da sem dva čudovita gosta pripeljal v Laško in prepuščam njima, da pač poveta svoje stvari po programu, kot smo si zamislili. Na koncu se bomo v preddverju še kaj pogovorili, vabljeni, da se zadržimo ob kozarčku, malem prigrizku. So tudi pristopne izjave možne po zaključku programa, da se včlani kdo v Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. Hvala. Bodimo res enotni v zmagi. Hvala. Zaključil bom pa Bog živi Slovenijo. Živela Slovenija. In zdaj k našem pogovornem omizju. Medtem ko osamosvojitev ali ustanovitev lastne države kot najpomembnejši državotvorni element predstavlja temelj nacionalne identitete, se zdi, da na Slovenskem nimamo mnenja o vlogi in pomenu nastanka naše države. Kaj nam je šlo narobe oziroma zakaj nismo ponosni na našo državo, na dosežke naših državljank in državljanov? Zakaj nam manjka domoljubja, da bi se spomnili in bolje poznali ta najpomembnejši del naše zgodovine, smo pripravili današnje pogovorno omizje in ga naslovili Enotni v zmagi od 57. številke Nove revije do samostojne Slovenije. V pogovornem večeru bosta sodelovala že imenovana gosta, prijazno dobrodošla še enkrat in prosim, da se mi kar pridružita na odru, torej gospod Slavko Kmetič, vsi ga poznamo, nekdanji predsednik Združenja VSO, soustanovitelj celo te organizacije, zdajšnji član predsedstva te organizacije, predsednik sindikata strojnega osebja Slovenije in Istre. Oba sta pa bila poslanca prvega sklica slovenske skupščine, takratne še ne. In seveda gospod Marjan Podobnik, prijazna dobrodošlica tudi vam. Vsi ga poznamo, ampak vendarle toliko čisto malo, da povemo, kdo in kaj ste.
Torej, to je soustanovitelj prve demokratično ustanovljene politične stranke po drugi svetovni vojni, Slovenske kmečke zveze takratne, ustanovljene 12. maja 1988. Nekateri se tega še kar dobro spomnimo, ker smo bili zraven. Potem je bil gospod prvi predsednik Slovenske ljudske stranke, ko se je ta preimenovala leta 1992. Potem je bil predsednik oziroma podpredsednik vlade Republike Slovenije, pa ne bomo več naštevali, vsakemu sem približno enako naštela, kar sta počela. Več bomo pa še povedali sproti. Torej, lepo pozdravljena in prijazna dobrodošlica še enkrat. Torej, naš miselni okvir, smo rekli, sega od izida 57. številke Nove revije pa do tistega ključnega, ko smo vsi že ploskali naši osamosvojitvi vmes. Je bilo pa najbrž kar nekajkrat precej toplo vama, kaj? Ne bom spraševala, kako se spomnite tistih časov, mogoče bi vprašala tako. 57. številka nam je bila takrat vsem, ki smo že kaj razmišljali, brali, celo delali nek navdih. Kaj je vaju v tej številki 57 ali pa z njo povezanega pravzaprav spodbudilo dodatno k vajinemu početju, k tistemu, kar sta se že prej odločila delati? Kdo bo začel? Starejši gospod? No, jaz moram povedati, da jaz sem bil delavec, sindikalist, strojevodja in sem osebno opazoval ali pa čutil propad bivšega sistema. Kajti med prvimi podjetji v državi, ki je čutila to krizo, ki se je začela intenzivno od 1980 leta naprej, so bila sigurno Slovensko železnico, odnosno Žege Ljubljana. Mislim, kljub temu, da so vlaki vozili, da je bilo tovora dovolj, pa to je standard iz leta v leto padal, to pa so na en način konzumirali z inflacijo. Ko dejansko je plača preko inflacije rasla, realna vrednost v markah pa z leto v leto padala, ob tem, da smo čutili to še na drugačen način, kajti pri nas je bila zanimiva situacija, da se je vse železnice sveta je država preko budžeta financirala. Pri nas smo imeli pa samoupravno skupnost za železniški luški promet, ko je 2000 podjetij, ki so prevažale po železnici, morale narekovaje samoupravno sprejeti samoupravne sporazume, ko so odvajale 1,5% od bruto dohodka podjetja železnici. To je nekaj časa trajalo, nekje od 75 leta do 82, potem je pa to ali inflacija izničila, ali podjetja to niso plačevala in posledica tega je, da imamo še danes po 30 letih tako obupno stanje železniška infrastruktura. To se je začelo že v bistvu v 80 letih. Spravo, mi bi pri 1200 km prog morali vsako leto remontirati 50 km prog, pa jih dejansko nismo. Šele zdaj, ko gledamo v Laškem ali pa oziroma most Laško, šele zdaj, hvala Bogu, zaradi Evropske unije, te tiri postajajo taki, kot bi morali biti že v štartu, nič ni novega, nič ne bo večje hitrosti, ampak samo taka, ampak da skrajšam zdaj. Spravo, mi smo bili nezadovoljni, mi smo hoteli že 1980 leta ustanoviti sindikat strojevodi, pa je prišla UDBA pa rekla, fanti, to pa noter dela, ker vas bomo zaprli. In to je potem trajalo do te stavke, ki bi lahko pozneje povedal. Vmes pa normalno, jaz sem bral, za razliko od današnje situacije smo bili predvsem železničarji politično zelo pismeni. Brali smo, spremljali smo, kaj se dogaja, debate smo imeli ogromne, posebno v Dobovi, ker smo čakali vlaka iz Srbije gor, smo se ogromno pogovarjali, konkretno, ko so prišli noter hrvaške strojevodje, pa so mene poslušali, ker sem imel v bistvu predavanja, so rekli, če bi ti tole govoril v Zagrebu, bi prišli po tebe Miličniki, to odpeljali, pa nikoli več ne bi videli. V Sloveniji pa že bilo, kar se tega tiče, mičke več demokracije in se je to dopuščalo, odnosno jaz sem rekel, karkoli tle govorim, bom tudi gor. Tako da uživo sem spremljal potem te dogodke, no in v tej številki sem prvič dobil eno upanje, ker je pa ta naša inteligenca pač prvič javno v eni publikaciji objavila to, kar smo mi na način čutili, kljub temu, da takrat, da bi rekli, evo, mi bomo pa čez noč naredili državo in Slovenci bomo za sebe, to ni bilo. Ne bi bilo interes demokracija, pa normalno gospodarstvo. Jaz, ki sem se prepiral z mojimi kolegi komunisti, pa ortodoksnimi, jaz sem vedno govoril, zakaj Avstriji, Nemčiji, Italiji stvari delujejo, zakaj pri nas se deluje, v čem je nekaj narobe. In s temi podatki, jaz sem že od 75 leta hodil tudi v tujino, hodili smo v London, gor, poznal sem v bistvu zahodno demokracijo, poznal sem njihov sindikalizem, poznal sem tržno ekonomijo in sem bil kompetenten sogovornik. In dejansko bi tle niso mogli nič reči, ampak dejansko smo pričakovali, zadeva je propadala.
Kaj so pa iz tega izcimili, bomo pa potem videli nadaljevanje. Gospod Podobnik, vi ste v kmečkem življu, v tej sredini, predvsem to je bil tisti osnovni bazen, kjer ste začeli. Ja, jaz sem bil takrat študent in eden od profesorjev, prav tisti, ki je nas najbolj motiviral za tudi politično delovanje, je bil pokojni profesor dr. Franc Zagožen, ki je tudi eden od avtorjev v tej 57. številki Nove revije. Pred tem je išla, mislim, da 55. številka, ki je imela na naslovnici Samostojno Slovenijo. Je mnogo manj znana sicer, ampak je bila neka napoved. V tej 57. številki je bil pa pravzaprav so bili pa to prispevki za nacionalni program, kjer so različni strokovnjaki z različnih področji predstavili vsebino, kako si predstavljamo, da bi moralo biti, kot je bilo rečeno, da bi bile stvari prave. No, potem je prišlo do tega, da smo 29. torej na prestopno leto 29. februarja 1988 v Žalcu na problemski konferenci, ki je organizirala ZSMS. In jaz pravim, meni nič narodno to povedati, ker marsikdo reče, zakaj ne povedati. Ne, ZSMS je dejansko takrat pomagala odpirati vrata za te stvari. Potem se je pač to zapeljalo v neko smer, ki je bila pač drugačna, kot bi si seveda želeli. Takrat je bilo na tej problemski konferenci dana ta iniciativa za iniciativni odbor Zveze slovenske kmečke mladine in v nadaljevanju seveda je pa prišlo do Unionske dvorane. Takrat so bili tako imenovani Štihovi večeri, se pravi Unionska dvorana izhodiščno ni imela ta 12. maja 88, niso bili vabljeni ljudje za to, da bomo ustanovili Slovensko kmečko zvezo že takrat, ampak energija, masa ljudi, tako čutilo se je, zdaj je čas, zdaj ali nikoli. In če ste gledali kdaj tudi te posnetke, ker so potem posamezniki prišli za pult in rekli, zdaj ne bomo čakali. In takrat je bil predstavnik, podpredsednik SZDL-ja tudi v dvorani in se je videlo, je hotel nekako reči, rekel, vse v redu, v pravi smeri gre, ampak ne danes. Počakajmo to. Ampak potem je seveda dvorana, 1500 ljudi približno, niso mogli niti vsi iti v dvorano, toliko je bilo ljudi, z aklamacijo sprejela to, da se na ta dan ustanovi Slovenska kmečka zveza in Zveza slovenske kmečke mladine. Torej, ustanovljene sta bili obe organizaciji, obe stranki, bi rekel, s tem, da je Slovenska kmečka zveza, ki je danes Slovenska ljudska stranka, bila tista, ki je šla na volitve. Se pravi, smo potem tudi mladi iz Zveze slovenske kmečke mladine, smo preko Slovenske kmečke zveze kandidirali. Jaz mislim, da smo lahko veseli, da smo doživeli to obdobje, a ne marsikdo, ki ni bil, recimo, ki je živel v tem času, pa ni bil na teh ključnih tako zraven, bi rekli, ne? Marsikomu, jaz jih sam kar nekaj poznam, je bilo seveda žal, ker to je bil res zgodovinski dogodek. In ko se pogovarjamo o kakšnih obletnicah, pravim, tudi zdaj se dogajajo zgodovinski dogodki. Zgodovinske dogodke se vedno gleda za nazaj. Lejte, mi imamo fotografijo ustanovitve Demosa. Mi takrat nismo vedeli, da bo to tista fotografija. Tako zelo pomembna fotografija, čez let. Ki se bo v učbenikih. In je bil takrat tako, da tisti, ki smo bili tam, Lojze Peterle je bil tudi tam, pa je mogel iti kamor še cesar gre peš. Nič se ni zdelo toliko pomembnega, ko smo še en posnetek naredili, ampak se je kasneje pokazalo, da je bil to tisti temeljni dogodek, ko so vse te silnice se toliko približale, da smo iz tega potem zgradili to zgodbo, na kateri se res lahko navdihujemo tudi danes. Lahko se navdihujemo. Ni treba, da idealiziramo tisti čas. Si pa upam trditi, da je ravno tako pomemben današnji čas kot tisti čas. Ker takrat je bilo sicer izjemno hudo, imeli smo pač jugo vojsko, ta srbski nacionalizem, ampak imeli smo odprtega sovražnika, ali pa nasprotnika. Se je vedlo, mi nočemo take države, mi želimo drugačno državo.
In normalno razmišljajoč človek je to videl, mu je bilo jasno. Danes pa ni tako jasno. Danes je odgovornost za to, da nekaj naredimo veliko težja, pa enako velika. Ker takrat smo vedeli, mi hočemo imeti in hočemo imeti svojo državo. In zato jaz pravim, to naj bo navdih in zavedanje, da je tudi danes ponovno čas, da se, ravno ko govorimo o teh 30-letnicah, ponovno zgodijo veliki dogodki. Zdaj, v tem obdobju, gospod Kmetič, vi ste že nakazali, takrat je bila situacija pravzaprav nekako, vsi smo čutili to razpadanje sistema na vseh področjih. Monetarni sistem je šel pravzaprav zelo narazen, bi rekli, ne. Potem gospodarstvo nekako ni funkcioniralo tako, kot bi si želeli. Praktično nič ni delovalo tako, kot je bilo pač zamišljeno, kot bi pričakovali v normalni državi. Žal bi lahko neke vzporednice tudi z današnjim časom, ampak to mogoče kasneje. Ne? Ja. Ampak slovenski nacionalni program, smo rekli, je bil ta 57. številka je pač pomembna, ne glede na pomen te 55, ki ste jo omenili, ampak vendarle, tu so bile zapisane tiste osnovne konture slovenskega nacionalnega programa, tiste velike želje narediti samostojno državo. Direktna posledica oziroma način, kako naj bi ta država izgledala, pa je bila demokracija zamišljena, demokratičen sistem, ne? Kar se je potem v vseh aktih v ustavi in tako naprej pisalo. Zdaj, demokracija nekako nam je ušla. Demokracije prave ni. Kaj se je zgodilo? Ja, vi morate, prvo moramo pogledati, zakaj je ena država brez zunanjega sovražnika, brez enih potresov, brez požarov razpadla in propadla. Kako je to možno? 20 milijonov ljudi, dobrih delavcev, od tega je bilo 2 milijona v Nemčiji, prihajale so ogromne milijarde mark dol, rekel, vse je, imeli smo naravna bogatstva, imeli smo vse, pa je to zadeva propadla. Se pravi, moramo iti mečkaj nazaj. Kje so bili tisti glavni problemi? Prvič problem je že sam v komunizmu, ker je pač ni spoštoval tržno ekonomijo in so 45 leta oni vse pametne ljudi, ali pa tiste, ki so v stari kraljevini Jugoslaviji naredili podjetja, dobesedno ali likvidirali, ali pa potrajba. In prišli so gor šalabajzeri. To je moj oče videl kot knap. Moj oče je bil knap v Trbovljah, ni šel potem tudi v partizane, ampak prej so bili štajger, beseda veljala, stroka veljala, pa so prišli pa na komando prav Vasser Pinč. To je bil človek, ki je bil pred vojno knapam in nosil vodo. On je bil med vojno vosovski morilec, likvidator, po vojni postal pa direktor. Je bil nagrajen. In je to vse šlo cel grunt in je že 58 leta šel v Trbovljah štrajk, ker so to kamor oči pelali, ampak da skrajšam, ne. Prvič že to, sama po sebi stvar ni delovala. 65 leta, ki je Broz bil in predsednik vlade, države, predsednik partije, šef vojska, je že razglasil reformo. Se pravi, nič ne valja. Ta sistem, ki je bil zgrajen preko njeni prisilje, pa ne vem, kolektivizacije, je 65 leta že prišel do zenita. To se pa zdaj reševali tako, tukaj so prišli pa agenti iz Nemčije in začeli, ker tretji pa Nemčija doživela gospodarski čudež in so oni iskali delavce. In kar naenkrat jim je Broz ponudil, da so lahko Jugoslovani hodili gor v Nemčijo delati. 2 milijona Jugoslovanov v celem obdobju, tega 200 000 Slovencev je delalo gor. In so začele prihajati ogromne milijarde in 70 leta je pa zadeva začela spet napredovati, ker so te milijarde ustvarjale nova delovna mesta, kup fabrik se naredili. 70 leta so bila na en način bogata leta bivša država, posebno v Sloveniji. Polna zaposlenost, vse je to bilo, ampak zgodba se je pa začela, ker je Kardelj rekel, mi smo pa bogata država in so začeli delati to nadgradnjo, ki še danes duši to Slovenijo. Mi imamo ogromno parazitov, ogromno enih agencij, ogromno enih poklicov, ki nič ne doprinašajo, imajo fine plače, na račun tega, da gospodarstvo gre iz roke v usta. Zakon o združenem delu, to je bila delavska ustava, to je bila čista katastrofa. Oni so naredili te tozde, pa to, ne. V bistvu so milijon ljudi se je zaposlili administraciji v celi Jugoslaviji v parih letih. Kakšna neumnost je pa to bila, pa samo dovoljte situacijo. Jaz sem bil predsednik mladine v sekciji za vleko vlakov Ljubljana in so prišli partijo, Eisenman je bil zadnji, ki je to sprejel, ker mi smo za 2 leti upirali smetli, to bo katastrofa za železnico. No in jaz se spomnim v Ljubljani Šiška na postaji smo bili, ko pridejo velmože iz Ljubljana, nam govoriti, da moramo sprejeti to zdiranje. In zdaj pa samo ta insert, da te videli, kako to laufa.
V Trbovljah imamo železnica pelje čez, ravno imamo rudnik, separacijo. Iz rudnika direktno po tekočem traku pride premog na separacijo in potem v vagone in se pelje potem po celi Sloveniji. Ampak kaj se je takrat naredilo? Takrat je bila nafta poceni, $1 je bil sodček nafte in šlo že vse v bistvu na ceste. Takrat so tudi izopirali stranske proge, to je bilo od 65. do 70. leta, in takrat so premog iz rudnika v toplarno vozili s kamioni. Sprav, železnica je mi palala, vagoni so bili tam, ne, in jaz vprašam tega Partica, sem rekel, pa kako lahko dovolite, da vagoni so prazni, železnica ne vozi, vozi pa po cestah. On pa gleda, ja prav to pa tako, ko bo KNP prišel domov, pa bo vzel v roke svinčnik pa papir, pa začel računati, da se njemu ne splača voz po kamionih in bo dal komando preko samoupravnih organov, da bo vozili po železnici, bo boš. Jaz ga pa gledam, ko se vi zajebavate, a ste resna, ko se gre. Ko vede, kako KNP naredi, prije domov. On spije flašo pira, pojedi tisto kosilo, pa gre spat, pa ga briga in za železnico in za papir in za svinčnik. Če te vidi, koliko državo vodili, bo se propadlo. No in en glavnih grehov je bil to. Druga zgodba je pa bolj pomembna. Nafta. Po tretji arabsko-izraelski vojni se je ta OPEC, ki je bil ustanovljen 1960. leta, zbudil in takrat je on naredil naftni embargo. In Zahodna Evropa je takrat prvič ostala brez nafte. Spomnite se starejši, ko smo gledali, ko so prečrpali kam Nemci, Angleži pa oni stali. To je bilo pa za posledico, da so potem Nemci zmanjševali industrijo in so začeli gastarbajterje pošiljati domov. Pa od 75. leta so ti delavci, ki so bili gor polno zaposleni, prihajali domov. Za velikimi odpravninami. Če bi takrat bil sistem normalen, ti ljudje so imeli znanje, izkušnja, zahodno tehnologijo, tudi kapital, če bi jim dovolili, da bi oni začeli odpirati majhne fabrike, bi mogoče danes še imeli socializem pa Jugoslavije v enem kosu. Ampak to se ni dogajalo. Ne? No, kaj se je pa potem naredil? Ker naenkrat pa ni bilo več, prej si kupil nafto, čudite, mi smo imeli v Libiji svoje delo, v Iraku, ogromno se je to zaslužili. Od 70 let do 75 je gnare prihajalo ogromno. Potem pa kar naenkrat kaj? Arabske države so ta višek denarja dala v zahodne evropske banke in prvič se je naredil, da je Jugoslavija dobila kredite na prostem trgu. Ker mi smo prej dobivali kredite samo preko mednarodnega denarnega sklada v odnosu po sporazumu Gros Nemčija, pa karkoli smo dobili, ali vojno škodino, ali karkoli. Od 75. do 79. leta so nam pa zahodne evropske banke dale 20 milijard kreditov, dolarjev, to je danes 100 milijard. Ne? To je bilo super obdobje, blagostanja, vse živo, ampak 79. leta, ne, ko bi morali plačevati prve obroke, pa nismo imeli denarja, ker smo ga lepo se zafrčkali. Zdaj pa tega denarja iz gastarbajterjev je bilo več z domcev, ta denar ni več prihajal in kriza je začela trgati, čez noč marka devalvirala za 50%. Cene so šle gor, plače so stale in jaz sem 1980. leta prvič doživel komunizem v čisti obliki. Ko so imeli zbor delavcev in na železnici zahtevali višje plače, je prišel šef partije, pa rekel, boste veseli, pri nas imamo mir, v Nemčiji imajo Bader Meinhof, to v Italiji rdeče brigade, pri nas je pa mir. Jaz pa po koncu, so neki Poljaki se zbudili, daj se bomo mi, boljše živeti en dan kot lev, kot stolet, kot ovca. Drugi dan bi moral palati vlak, pride 3 miličniki po mene in me odpeljejo. In sem dobil pri sodniku za prekrške že kazen, ker sem vznemiral narod. No in zadeva je šla navzdol, tako daleč, da smo 82. leta bili brez nafte, spomnim se par pa to. In takrat se je pa naredili, da so konzorci... Začeli pa šparati, ja? Kako? Takrat se je pa ustanovil konzorcij, pariški klub, pa londonski klub. Takrat so pa te banke, ki so se združile, da bi dobili nazaj kredite, ker za njimi ni stavil mednarodni denarni sklad ali pa države, da bi denar dobili nazaj. In so nam oni spet, o tem se v tej državi ne govori nič. Zakaj je država propadala danes v Sloveniji, noben o tem ne govori nič in to je čista katastrofa. Ker sam govorijo, kako je bilo fajn, dejansko je bilo pa vse na koncu. 82. leta, če ne bi bil ponovni moratorij, odnosno ponovno $5 milijard, to sem zadnjič bral intervju z ameriškim novinarjem, ki je bil takrat v Beogradu, da smo sploh splavali, ampak to se je potem samo še kopičilo, rekel, inflacija, tudi kaj se je naredil. 89. leta, ko smo ustavili tam investicije, je srpska SZDL napovedala trgovinsko vojno.
Mi še danes nismo dobili nazaj od Pekota, pa od tiste, ki so imeli svoje podružnice. Srbija nam je še ogromno dolžna. Ne? In vojna se je začela že v bistvu 30. decembra 1989 letov, predvsem trgovinska vojna. Ne, potem pa samo še navzdol, dokler ni bilo pa 88. leta. Zadeva tako globoka, to pa citiram zdaj Kučana, aprila meseca v Tacnu, ko je govoril tudi od Predomorja Janša zapret, kar so ga potem zaprli, ne? On je rekel, zdaj imamo ponovno pogajanja zopet z mednarodnim denarnim skladom, če ne bodo uspešna, bomo uvedli vojni komunizem. Aprila meseca 88. on reče, da bomo zopet imeli kruhne karte, super to. Tako globoko je ta komunistični režim zaradi svoje nesposobnosti propadel. Samo tukaj nadaljevanje pa potem mednarodne okoliščine. V kmečkih krogih je bila situacija podobna oziroma malo drugačna, ne? Ampak vendarle. Ja, v tem času, no, ko je bila ta demokratična prebuja, ta slovenska pomlad, je, recimo, če govorimo o kmečkih krogih in krogih kmečke stroke, je šel ta znameniti intervju profesor Zagožna v Mladini, bila je pšenica, zdaj raste plevel, kjer je tudi predstavil razloge, zakaj podobno kot v drugih vejah gospodarstva, zakaj pač stvari ne funkcionirajo, zakaj ni možno ob neustreznem tržnem pristopu, netržnem pristopu, ni možno graditi dolgoročno uspešne države in ustrezne družbe. In morda je bila ta določena prednost v tem času kmečkega stanu, pa tudi recimo obrtnikov in podjetnikov, da so se kljub tveganju lažje odločili za zbiranje, za ustanavljanje takih v bistvu opozicijskih organizacij, ker so bili vendarle nekoliko bolj samostojni, se pravi, ni neposredno visela služba recimo v nekem državnem podjetju ali pa v nekem javnem zavodu in gotovo je tudi to spodbujalo, da so tako množično recimo prišli v Unionsko dvorano. Po drugi strani pa jaz mislim, da je slovenski kmečki stan upravičeno ponosen na to dejstvo, da v času, ko so mnogi čutili, da je treba nekaj narediti, ne? Pisalo se je, bila je 57. številka, nekateri so že pripravljali ustavne spremembe in tako naprej, formalne akcije. Oni so pa to naredili, kar so drugi govorili. Tako, a ne, in mi, ko smo se v tej dvorani zbrali, jaz se spomnim, jaz sem takrat govoril o gozdarstvu, imamo gozd doma in to je bilo pomagalo za preživeti, ampak meni je bilo kot enemu mlademu z kmetije nelogično, da si pravzaprav mogel na nek način skoraj ukrasti svojega gozda, zato da smo lahko dobili ven pa pol razžagali in od tega recimo pomagali, da je to bila manjša kmetija, da smo lažje preživeli. In sem malo iz izkušenj nekaterih drugih tujih držav predstavil tako udarno par stališč, podobno kot nekateri drugi mladi študenti, nekateri profesori, poleg kmetov in kmetic kmečkega stanu so bili tudi mnogi drugi v tej dvorani. Jaz sem še pred kratkim bral nekatere intervjuje iz tega časa in zanimivo, na tem srečanju CK-ja, tam je bila tudi ta organiziranost kmetov omenjena, ne, je v tem zapisniku, češ, da to je pa zdaj zaskrbljujoče, to je pa šlo zdaj nekako izven tega okvirja. In jaz bi rekel tako, ne, lahko smo pravzaprav zadovoljni, da so se ti koraki formalne organiziranosti, kasneje tudi druge stranke in to vršili na tak način, da smo potem pokrili celoten ta spektr in preko tega, se pravi, od desnih, zmernih, sredinskih in tako naprej strank skupno kot demos, ki je bil prej omenjen, šli na volitve in nagovorili širok krog ljudi, uspeli in seveda, kot je bilo že rečeno, ne, potem se postavi vprašanje, kaj je šlo narobe. Kaj je šlo narobe? Marsikaj je šlo narobe, pri čemer ne smemo imeti iluzije, da so to naključja. Jaz sem na enem omizju, ki bo sicer na nacionalki predvajan, mislim, da marca,
omenil vprašanje privatizacije kot ključne točke, kjer je tudi razpadel Demos. Niso slučajno bili zakoni tako napisani, da tudi velika kriminalna dejanja v vsaki normalni demokratični državi pri nas niso nezakonita dejanja. Torej, sistematično se je pripravilo temelje za to, da se je lahko privatizacijo državnega oziroma družbenega premoženja izpeljalo na način, ki ni bil tak, da bi služil razvoju celotne države, ampak pač je neka ožja skupina ljudi to izkoristila. Preden naredimo primerjavo, kaj takrat in danes, bi me vendarle zanimal odgovor na zelo, zelo preprosto vprašanje, kar sta že oba povedala, ne bo težko, ljudje pa tudi, gledalci pa so že tudi si ustvarili neko svojo sliko. Če zelo preprosto rečemo, pravzaprav zakaj in kako je nastala slovenska država? Zelo kmečko vprašanje, ampak vendarle, če bi zdaj 30-40-letnika vprašal vprašanje, če bi znal povedati na kratko, kje so bili razlogi, zakaj je nastala, na kratko, prosim. Ja, sem prej še moram povedati, da je partija to dovolila, je bil predpogoj to, da je bilo gospodarstvo in nezadovoljstvo delavstva ogromno. Vi morate vedeti, da se je stavka naredila decembra meseca 87. leta v Litostroju. Kajti, še da povem, oni so delali veliko za Irak, Irak je bil pa v vojni z Iranom in jim ni plačeval. Glavno, vsa težka industrija je bila vezana na meddržavne pogodbe, ali preko države za Severno Korejo, ali s Kubo, ali Irak, Iran, dobro, Libija plačevala in pa Sovjetska zveza. To je ključno, ne? Ključna je to Sovjetska zveza, ker ona je pa kolapsirala zaradi 3 razlogov, pa bom dokrat, ampak to so pomembne stvari, da razumemo, da smo sploh lahko mi demokracijo izvajali. Ker Potrč je javno rekel, mi če bi hoteli, bi z levo roko takoj vse zaprli. In bi lahko. Udbovcev je milijon, vse so imeli pod komando, mi nismo imeli za sabo nobene brigade komandosov, nobenih stražarjev, kot ima danes Guaido v Venezueli, kot bi ga že likvidirali, pa karkoli, ki ga Amerikanci čuvajo, pa tako naprej. Mi so bili sami, entuzijasti ali podobniki, jaz pa ostali, ki smo nekaj delali, nekdo nam je pa to dovolil. Zakaj je pa dovolil? Moram pa zdaj tudi povedati naprej. Mi smo imeli klirinško menjavo za Rusijo, s tem, da nam oni preko kliringa nafte pa niso hoteli dajati. Za nafto so zahtevali, da mi plačamo, v klirinški menjavi so imeli pa minus oni skus, šele zdaj po 20 letih države so nam na ladjo poravnali ta klirinški dolg. Boste vedeli, kako je stvar delovala. Oni so Remonstrojna tovarna Trbovlje delala reduktorje za Rusijo, ampak pogoj je bil, da so noter švedski kotalni ležaji. Ker ti Rusija kljub tej tehnologiji vojaški ni bila sposobna narediti en ležaj kroglični, ki bi bil dober za avione. In Švedi so bili najboljši in mi smo predajali Rusam reduktorji, oni so jih razdrli, vzeli ležaje, dali za avione in tako naprej. Tako je ogromno industrije Jugoslavije delovali. Ko je pa Rusija kolapsirala je pa zaradi tega kaj? 75. leta je bila Rusija na vrhuncu moči, kajti takrat so premagali Amerikance v Vietnamu. Amerika je bila 5 let v popolni depresiji, oni šli potem tudi v Afganistan 79. leta in začeli s to avanturo in ta Afganistan nam je način pomagal, ker je tam vojska dobesedno se zdrobila. Obenem pa kaj? Ta visoka cena nafte, ki je bila od 75. do 85. leta zaradi OPEC-a, je pa Reagan se zmenil za Saudo Arabijo, da je Saudo Arabija vrgla na tržišče 300% večje količine črnega zlata in je kar enkrat nafta padla in njim se je ustavil dotok denarnih s prodajo nafte, v Afganistanu jim je uničevala se vojska, Reagan je čel za vojno zvest in jih finančno uničil in 85. leta se je začela gor perestrojka, ker je Gorbačov vedel, da tako več ne gre naprej, ker je tudi njihova industrija pa vojska bila na psu. To govorim zaradi tega, ker so od 89. leta Kadijevič pa ostali generali non-stop hodili v Moskvo, fehtati njih, da bojo oni uredili red, ker bojo naredili državni udar, ker bojo zavedli red, kajti vi morate vedeti, da je vojska, da smo mladina, časopis Mladina je bila takrat produktivna, in to je bilo preko kost v grlo vojske in ona je non-stop zahtevala od Slovenske partije, da mladina pacifizira, odnosno tudi te nove stranke. In oni so vedno imeli načrt, da bojo to uredili,
Ker danes moramo tudi vedeti, da ko je prišel Milošević na oblast, je on kljub temu, da je bil on šef srpske partije, bil z vojaki vojsko takole zvezan. Od 87. leta je on hodil Kadijeviću na dopust v vojaško oporišče dol in so imeli že plana, da bo s pomočjo Srbije naredili enotno Jugoslavijo. Zdaj pa, da naredim zelo kratko. Ne. Se pravi, ta zadeva je bila grozljiva. Zdaj pa kaj? Zaradi vsega tega splošnega stanja je slovenska partija na način molče dovolila, da se je to dogajalo. Vmes se je naredila poljska solidarnost, propad komunizma v vsej vzhodni Evropi, tudi zdaj gledamo televiziji, ko so Mađari 89. leta marca meseca odprli mejo z Avstrijo in se potem začeli ven hoditi, ne, padel je Berlinski zid, Ceausescu v Romuniji, ne, in to se je praktično, hitro se je sprejemala ta njihova zakonodaja, da so dovolili stranke. Zdaj pa v bistvu, kako je nastala država. Mislim, to je pa res, ta država je čisti čudež, splet neverjetnih okoliščin, predvsem pa pravi ljudje v pravem času na pravem mestu. Samo en klic, če ne bi bilo Gorbačova, zanesljivo situacija ne bi bila takšna, kot je. To ne bi trdil, ker ti Sovjetska zveza je dejansko propadala. Ampak kakršenkoli človek, ker tam so bile menjave v tistem njihovem centralnem komiteju prej kar nekajkrat se je zgodilo. So umrli v letu dni pred Gorbačovom. Ja. Črnenko, Andropov pa... Kar nadaljujte, da ne bomo večer sedeli, prosim. No, glavnem, tudi zanimiva je ta zgodba. 87. leta 1. maja je mladi nemški pilot začasno pristal na ruskem Rdečem trgu v Moskvi. To je bil šok za sovjetsko protiavionsko obrambo in takrat je Gorbačov zamejil 300 generalov pa admiralov, tako da je tiste trdorobce zamejil, vprašanje, če bi njemu dovolili, ali pa bi verjetno dobili od teh generalov dovoljenje za preko intervencijo v Jugoslaviji. Ta Jazov, ki pa je sledil tega trdorobce, je pa rekel, Kadijeviću tle ne maram. Skratka, oni so eno zgodbo končevali in Gorbačov je javno rekel, da ne bo posegel v vzhodnoevropskih držav. To zaveza je dal iz objektivnih razlogov, pa tudi zaradi tega, ker je bil takšen človek, kot je bil. Zdaj, če ste gledali oddajo o Gorbačovu, zelo zanimiva izkušnja. Če pa zdaj bereš Jelcinovo knjigo Proti toku, pa ko ugotoviš, da bi on znotraj CK-ja disident, pa lahko, mislim, to je pa zdaj neverjetno, ne? Ker tudi sovjetska partija Gorbačov je hotel uvediti eno demokracijo znotraj partije. On ne bi dovolil v bistvu stranke, ampak bi znotraj partije dovolil en pluralizem, ampak to pa Jelcin opisuje svojo zgodbo, ker pa ni hotel sprejemati veliko njegovo zgodbo v smislu tega, so ga hoteli na 101 način v bistvu eliminirati. Sredi so bili pa že Rusi tukaj pokončni, da so ljudje, delegati, tam so bile volitve, stajali za Jelcinom. To, kar so delali Jugoslaviji, lahko že potegnemo eno sporednice, se pravi, da smo se že tam tudi učili od našega velikega brata v Moskvi. No, zdaj pa naša zgodba. Se pravi, hvala Bogu, prvi pogoj, da je država nastala, da je zmagal Demos. Če ne bi bilo Demosa, te države danes ne bi bilo, ker mi demokracijo bi imeli, ker leta 89. leta je Mednarodni denarni sklad zahteval uvedbo tržne ekonomije in zahteval pluralnost, ampak to se bi dogajalo v okviru Jugoslavije, ne v okviru Slovenije, da se razumemo. In verjetno bi to bila še kar tvorba, kako se bi to odvijali, nimam predstave. Navidezna demokracija najbolj. Ja, mogoče še bolj hujša, ker tam so imeli pa že spori med Hrvati pa Srbi še zvirali iz leta pred drugo vojne, ne, pa muslimani pa tako naprej. Ne, in vprašanje, kaj bi bilo. Je pa dejstvo, da je bila Jugoslavija tukaj v kolapsu, da bi morali sprejeti te njihove standarde. Denarja ne bi dobili. Se je tlej Ljubo Marković potem velike denarje, da je vera konvertibilni dinar, to moramo veriti, 89. leta. No, se pravi, Demos je moral zmagati. To je bil prvi korak, prvi mejnik. Drugi mejnik, odzem orožja, generali sploh niso priznali pa upoštevali demokratičnih izidov volitev v Sloveniji in Hrvaškem. Nič, vsaki to za nas ne velja, mi smo zadnji čuvari socializma, mi smo braniki Jugoslavije in mi bomo ukrepali, ko bo naš čas za to. Vi morate vedeti, da Kadijević ali pa generali sploh ni hodil na seje vlade. Vojska je bila država o državi in so delali, kar so hoteli. Noben od politikov ni upal več reči, oni so zahtevali denar in so ga dobili. Konkreten primer, ne? Danes mi dajemo 1% bruto proizvoda za obrambo, mi smo ga delali pod vojsko, v Jugoslaviji 10% minimalno, od 10 do 25%. To ne znam noben izračunati, kajti jaz konkretno sem bil... Ker so bili sistemi čisto prepleteni, ne? Jaz sem bil 2 leti še potem v rezervi na vojaških vajah, zaradi tega ni na Alzmondu dinarja od vojske, ko smo jo Strevodja ni bilo, jaz sem bil pa na vojaških vajah.
Mislim, tudi ta podatek, pa ta cifra nobeden ne upošteva. Ni zajeta. Kratka, ti denarji za državo so bili za Jugoslavijo vojsko ogromni. Ne? In to je bilo katastrofa, vsi so se jih pa bali. Konkreten primer, marca meseca 91. leta, ko so imeli predsedstvo sejo v generalštabu, po zimi v plaščih, ko so od njih zahtevali, da uvede predsedstvo izredno stanje, samo Bogičević se je oprl, ta bosanski Srb iz Bosne, da ni bilo tega izrednega stanja, tako da bi pa verjetno bilo. No, da se vrnem nazaj, se pravi, vzeli so nam oni orožje, ne? Posledica tega je bila pa ustanovitev manevrske strukture narodne zaščite. Ne? To je pa zelo pomembna epizoda, ki vi morate razumeti, da je teritorijalna obramba je bila pod komando generalštaba v Beogradu. General Hočevar je dejansko delal komando in vsi slovenski oficirji so pred njim mirno stali in ta tedanja teritorijalna obramba ne bi naredila na zahtevo naše slovenske vlade to, kar je potem naredila nova, ki se je pa znotraj stare teritorijalne obrambe se je naredila nova struktura. To je fenomenov. Na West Pointu to proučujejo in celemu svetu govorijo, kako sposobni so bili Krkovič, pa Beznik, pa oni, ko so znotraj milice vzeli posameznike ven, pa znotraj teritorijalne obrambe in naredili eno strukturo, ki je naredila temelj in konkretno mi slavimo potem septembra meseca na pristavi nad Stično en dogodek, kjer so sprejeli že septembra meseca, se pravi 90. leta, načrt, da je glavni sovražnik slovenska država JLA. Takrat so začeli vsi štabni dokumenti prepisovati, prej bilo sovražnik plavi NATO, ne? Varšavski pakt samo omenjen, nikoli pa ni bilo nobenih načrtov, da se bomo proti njim borili, vedno proti NATO. Jaz sem tu protestiral, rezervni oficir, ne sem rekel, če smo neutralni, moramo imeti 50-50, ne pa da smo imeli 90%, je bil vedno plavi NATO, Varšavski pa nikoli. Jaz sem že dobil v preverki UDBE, da sem prozahodno usmerjen. Zanimivo, mislim, normalno, da sem bil, ampak samo zaradi tega, ker sem javno rekel za to zgodbo. Prav manevrska struktura. Potem pa posvet poslancev v Poljčah. Si bil ti gor, ne? Lej. Mislim, mi ga zdaj obeležujemo, to je eden tako temeljnih, mislim, tle bi že zdavnaj moral biti film posnet, ker to so bile dvodnevni sestanek zelo dramatičen, debate so bile velike, konkretno jaz sem prišel gor na pozornico in rekel, če že gremo v to zgodbo, jaz sem bil rezervni oficir, pa sem vedel, da vojaki Srbi nas ne bojo mirno spustili ven, da pa so gnili in nesposobni, da jih pa lahko premagamo, sem rekel, če bomo imeli 2 brigade dobro oboženih slovenskih vojakov, fantov, pa rdeči brlog imenovan RTV pod našo komando. Če bomo to dvoje imeli, potem imamo realne šanse, da zmagamo. Ne? No in te debate so tekle, ko pride pa noter Dimitrij Rupel, oni pa tudi dobijo informacije od našega konzula v Parizu, da pa State Department, mi smo devali ven signale, ker to je zdaj zanimiva zgodba. Za nami ni stala nobena država. Ko danes gledamo mednarodne spore, karkoli se dogaja, so zadnji vele sile ali pa druge sile. Mi pa popolnoma sami. Mi dobimo informacijo, fantje, nič ne bo, State Department, ameriško zraven, se ne strinja za slovensko osamosvojitev. Pa vele sila, mi smo pričakovali, ker smo demokrati, ker smo bili prav zahodno usmerjeni, da bo oni rekli, fantje, ni problema, pejte, mi vam bomo pa že orožjem pomagali. Nič od tega. Bilo je 2 ure odmora, če se ne motim, ne? Po 2 urah odmora pa koš mergla Ameriko, gremo naprej. No, ključna je bila pa ta zgodba, da sta pa Janša pa Bavčar Pučniku povedala o obstoju manevrske strukture. Prav tudi jaz nisem vedel, pa sem bil podpredsednik komisije za obrambo. Sprav, ko je to on povedal in potem prišel pa k nam, ker vemo pa Pučnik, kaj je rekel, on je bil pa dejansko srčen, rekel dosleden, precizen, nič ni bilo dvomov v njegovih besedah, tako da on je dal energijo vsem tistim dvomljivcem, bi ali pa ne bi, ne, da gremo. In nas je bilo takrat gor samo 70 od 126 poslancev, da se razumemo. Ta seja je bila popolnoma tajna, sploh ni bila uradno, je bilo račun samo posvet poslancev v Poljčah gor kot tako. Dejansko tudi naš snemanje je bilo samo v začetek, potem pa konc, nobenega zapisnika o tem, da ja ne bi nekdo prisluškoval, karkoli govorimo, kljub temu, da se nam prisluškovali, to poznaje, potem vemo. Prav posvet poslancev v Poljčah, absolutno zelo pomemben dogodek. Normalno plebiscitna volja slovenskega naroda, če te volje ne bi bilo, ali pa če bi bilo 50-50 vprašanje, kaj bi se dogajalo. Tukaj smo pa dobili mandat ljudstva, to je rekel Pučnik, ljudstvo nam je dalo mandat, mi moramo iti, kljub temu, da smo vedeli, da ne bo enostavno, saj jaz osebno sem vedel.
To so imeli 2 stavžne vojakov, kup udbovcev, kup tega, onga, trezga, minimalno orožja. Čujte, teritorijalna obramba je imela cirka 110 000 kosov orožja, od tega je imela polovico stalno v skladiščih JLA-ja, polovico pa v občinah. No, in v te polovice so nam vzeli 80%, tako da ostali cirka 10 do 15 000 kosov orožja, med njimi tudi občina Trbovlje, tudi če hoče, da po moji zaslugi, ker smo kot sprejeli sklep kot občinska skupščina, da orožja ne damo in ga dejansko nismo dali. No, s tem minimalnim orožjem pa z veliko srčnostjo in z mandatom ljudstva na plebiscitu so potem stekle te priprave, v kateri je bil dejansko pa ključen Igor Bavčar, ker od marca meseca se je ustanovila posebna skupina znotraj ministrstva, ki je naredila vse potrebne korake dejansko od hrane, da smo, če po 3 mesece vojska, da je bilo dovolj skladiščih in hrane in vsega in onga, vse to je bilo pripravljeno, dejansko mi smo se pripravljali na uren spopad, definitivno. No in potem pa normalno zmaga v vojni za Slovenijo, tudi po zaslugi, lejte, kaj se dogaja. Danes dobiš na Hrvaškem, v Srbiji to bistveno več informacij o tej popretekle zgodovine, v Sloveniji popolna tema. In te stvari, ko zdaj govorim, jaz vem iz knjig, iz pričevanj, generalov, ali takolih okroglih mis, ali karkoli ga govorijo. Ne? Ker Kadijević, prvič je šel 89 let v Moskvo, je rekel ne. Drugič je šel marca meseca 91, so rekli ne. Tretjič je šel pa drugi dan vojne. Drugi dan vojne je on zahteval, ker kaj je bilo? V 2 dneh smo oni so prvi dan zmagali. Zasedili so, mejna področja, dejansko so rekli, zdaj dajmo spokliknemo, te debate so znane, so rekli, zdaj pa na koleni fihto in jih bomo odstavili in naša kolaboracija z LA-jem je že dvigovala glavo, ker oni bi ostali, karkoli se bi dogajali, z nami je vprašanje. Jaz osebno sem videl spiske, to mi jih pokazal pokojni Jože Pučnik, ki je bil predsednik komisije za povojne poboje, spiske cirka 500 ljudi za likvidacijo, 2500 pa za kancler Goroniš. To so oni vse imeli. Ob tem, da so imeli tudi že za nižje oficirje, so jim govorili oficirji JLA-ja, vas imamo na spisku, ko bomo zmagali, boste že videli svoje. Ta grožnja je bila vse splošna, kar se tega dogaja. No in v bistvu drugi dan, drugi dan smo jim dejansko vse zablokirali, potem so imeli pa oni plan, da bojo z avioni bombardirali Slovenijo, in potem z masovnim topništvom pa stanki začeli bombardirati celo državo, specialni bataljon vojne policije pa padalski brigada iz Niša so bile pa namenjene, da ujamajo slovensko vodstvo. Oni so bili pripravljeni v Cerkljah, da pridejo v Ljubljano, pa parlament ujamajo ali pa nas postrelijo, pa slovensko vlado. Ne? No, ampak zato so hoteli oni imeti pa prej garancijo od Rusov, da ko bojo oni bombardirali, so pričakovali, da bo pa NATO zveza kontraudarila. To pa zdaj tudi imamo ene informacije, da so to imeli tudi že oni v Italiji pa v Avstriji, odnosno v Italiji, Avstrija je neutralna, te čete pripravljene. In v bistvu oni pa obstal na letališču v Bukarešti. 8 ur je čakal on zadovoljenje na vzlet v Moskvo, ker ga ni dobil se vrnil nazaj. Od Sovjetske zveze ni dobil garancije, da bo ona posredovala v primeru, ko bi oni bombardirali. In do tega bombardiranja ni prišlo, no mi se pošla potem trojka iz Brusla in zgodba se je končala tako, ki je. Kratka, kot sem že rekel, zmaga Demosa je prvi korak, drugi manevrska struktura, tretji Poljče, četrti plebiscit in pa 5. vojna za Slovenijo. Te stvari so se poklopile ob tem, da potem vemo, kaj se je dogajalo v Bosni, na Hrvaškem, v Srbiji. To je bila pa tudi nesrečna naključje, da so potem oni te glavne sile preusmerili proti jugu, ne pa proti Sloveniji. Ampak, kot sem že enkrat rekel, če ne bi bilo srčnih, hrabrih ljudi, pravi ljudi na pravem mestu, te slovenske države ne bi bilo 100%. Boste kaj dodali? Mislim, da je to tako povedano, še nisem slišal. Koncizno, ne? Koncizno, tako pravi nabor podatkov, ni kaj za dodati. In prava analiza, ne? Prava analiza. Zdaj, mogoče sem še, kaj bo rečeno, prvič, drugič, tretjič, četrtič, petič. Še 6. in 7. najbrž, ne? Ja, jaz bi rekel 6. Tako, da to državo smo si izborili, pa tudi izmolili. Ja. Jaz verjamem v to, da tako kot je bilo važno, da smo bili tako organizirani, je tudi vsi tisti, ki so in smo verjeli, da je še kdo, ki vpliva na to dogajanje, ker je komaj da možno verjeti, da je bilo toliko srečnih naključij,
da se je vedno poklopilo, že omenjen recimo Poljče, je treba vedeti, da je tudi znotraj slovenske vlade je bilo veliko skepse. Iz tega časa je znameniti stavek, da bomo travo jedli, če nam propade jugoslovansko tržišče in tako naprej. In tu smo imeli dr. Pučnika, Ivana Omana, potem to trojico Janša, Bavčar, Kacin. Je treba vedeti, da v času, ko je Amerika povedala, da nas ne bo priznala in ko je bila že ta osamosvojitvena vojna, je bilo izjemnega pomena, da je po celem svetu šla slika in takrat je Jelko Kacin kot minister za informiranje in jaz se spomnim, ker takrat so se ljudje spraševali, pa kako to, da ne postavite že takoj teh zaprek, teh, ki so jih Avstrijci imeli, te križe železne, da bi tanke ustavila, da ne bi avtobusov pa tega mendral, in je bila ocena, da nekaj dni mora iti ta slika, ker je bila ključna, da je cel svet videl, kaj se je tu dogajalo. In res, kot je bilo rečeno, se je vse poklopilo in če se ne bi v tistem času, veliko vprašanje, če bi se kdaj kasneje. No pa vendarle življenje je pa teklo popolnoma normalno, železnica je vozila takrat, popolnoma normalno. Vsi smo normalno hodili v službe takrat, ne glede na to, kakršnekoli, vsaj kar je bilo Ljubljana in te okolice, tam smo pač, Tako, gremo še k 57. številki kot nekem navdihu za sodobnejše gledanje oziroma za to, kar se dogaja danes, tukaj. Zelo zanimiv je ta članek, seveda vsi so zanimivi, ampak ta članek dr. Dimitrija Rupla, odgovor na slovensko narodno vprašanje. Njegova oznaka zdaj, ko sem šla znova prebirati, me je grozno pritegnila ta oznaka konverzije. Se pravi, stalnega spreobračanja v zgodovini so se nam dogajale to preobračanje, se pravi v različnih obdobjih morale, kulture, pokrščanjevanja in vse tako naprej. Slovenci smo nagnjeni k temu, to nas je mogoče celo ohranilo, bi rekli. Ampak zdaj, če damo to spre v oklepaj, pa rečemo, kam se Slovenci obračamo danes? Kam nas vleče? Kam se obračamo Slovenci? Se obračamo proti jugu, na Balkan, se obračamo v germanski svet, se obračamo v romanski svet, se obračamo v slovanski svet, mogoče kam drugam? To je bila ena analiza narejena vseh narodov, ki živijo na tleh bivše Jugoslavije, koliko genov imamo slovanskih, koliko germanskih, koliko drugih, Mislim, da so samo Srbi imeli nekaj procentov več slovanskih kot drugih. Mi smo imeli, mislim, da nekaj več po tej analizi germanskih kot slovanskih in tako naprej. Nikakor ne jemljem, da je to kakorkoli bistvenega pomena pri tem vprašanju. Jaz mislim, da je predvsem velik problem, da ni temeljno vprašanje, kam se obračamo. Da je vprašanje, kam je šla naša odgovornost. Ker recimo, če vse to obračanje je pravzaprav posledica tega, vsega tega, kar manjka. Recimo, ko nekdo reče, takrat se je dalo, zdaj je pa apatija. Apatija je zame drug izraz za neodgovornost. Izgovor v bistvu. Mi nimamo pravice biti apatični. Sicer bomo zgubili to, kar smo dobili, iz česar nam ni uspelo narediti vsega, mnoge stvari so šle napačno, ampak nobena stvar ni dokončno zamujena. Lahko jo pa mi dokončno zamudimo. Zapravimo, zakockamo. Ker če se reče, apatija je kriva, veste, danes se pa ne da, ne bi organizirali pogovorov, ne bi tega, in če to jemljemo kot kredibilen odgovor za to, da nekaj ne narediš, potem smo zgubili. Potem je samo vprašanje, a govorimo o letih, a govorimo o desetletjih. Nam bojo puške ušle v koruzo, kot so nekaterim že, Kot je, recimo, vsak ima, sosede, družinske člane, sodelavce. Vse je neprijetno govoriti o politiki. A mislite, da je bilo takrat prijetno? Glejte, jaz sem bil takrat star 28 let, ko smo delali. Niso vam ravno ploskali, vsi? In jaz se spomnim pred prvimi volitvami,
kandidat sem bil na Cerkljansko-Idrijskem, tam v eni vasi Šebrelje, kdo pozna Šebreljski želodec, tam gor mal hribih, ki se je gre proti Tolminu, polna taka dvorana, manjša, ker je manjša vas, vsi so prišli in je eden rekel tako po domače, kaj Marjan boš ti govoril, ti nimaš sina v Srbiji v vojski, kot ga imam jaz, a lahko zagotoviš, da bo zdrav in živ prišel nazaj, če se osamosvojimo. Imel sem par trenutkov možnosti, ki sem rekel, absolutno zagotavljam. Nobenega dvoma ni. Kot je bilo prej rečeno, kljub temu, da nismo imeli za sabo ne vojske, ne ekip, bila je pa trdna odločenost in taka prepričljivost, da so ljudje šli za nami. In zdaj recimo, če gledate v današnjem trenutku, gledajte, kako zgubljamo potencijale, možnosti, ob tem pa nevarnosti so pa jih tako velike kot takrat. Kaj se lahko zgodi? Ja, nam se lahko zgodi v nekaj letih, nekaj desetletjih, da nas razkosajo, pa nekaj potegne proti zahodu, proti Italiji, nekaj v Avstriji. Lahko se nam zgodi, da nas neka druga kultura in civilizacija dobesedno preplavi ob tem našem odnosu, kakršnega pač imamo. In samo od nas bo odvisno. Zato jaz mislim, da ko govorimo, ker vem, marsikdo mi včasih reče, govorimo o zgodovini, jaz letos, ko sem govoril ravno v Poljčah, ob 30-letnici, sem rekel, se mi zdi preprosto, da nimam pravice govoriti o zgodovini, če dobesedno vsakega stavka ne povežem s sedanjostjo. Zato, ker danes je še čas, jutri ga morda ne bo. Veste, če bo prišlo, kot je bilo rečeno, če Demosa ne bi bilo, velika verjetnost je, da bi se to zavilo drugače. Ne glede na to, da se zdaj smo vsi zaslužni in tak naprej, in jaz tudi dajem priznanje, da je partija v času, ko je imela možnost trdo posekati po nas, da je takrat kljub vsemu stala ob strani in tega ni naredila. To je treba tudi priznati v tistem odločilnem času. Ampak, če mi danes ne bomo, ko vemo, kakšne voditelje dobivamo, kakšna vlada je zdaj odstopila in tak naprej. In ko hkrati vemo, da vsak drugi, ne samo z levosredinske, tudi z neke naše osamosvojiteljske strani, vsak drugi sploh na volitve ne gre. Potem moramo vedeti, lahko pride prvič, drugič, tretjič, take ekipe lahko pridejo še na oblast, ki do te mere nekateri prav prezirajo to osamosvojitev. Mi ne smemo podcenjevati dejstva, da so bili oproščeni nekateri neposredno odgovorni za JLA-jevske napade v Radgoni in tako naprej in so se vodili postopki in se nekateri še vodijo proti najpomembnejšim med slovenskimi vojaškimi osebnostmi, kot je bil general Krkovič in tako naprej. Veste, kaj to pomeni? Lahko se naenkrat začne postavljati vprašanje legitimnosti, v naslednji fazi legalnosti. Če pride taka ekipa, da bodo naša sodišča osamosvojitelje obsojala, agresorje oproščala, veste, to se zelo na hitro se stvari obrnejo. Po drugi strani, jaz moram povedati, jaz sem optimist. Meni vas doreče, pa kaj, kje iz česa črpaš? Je tako, lejte, mi imamo zdaj priložnost. Morda bomo čez 3 tedne imeli že neko ekipo, ki bo lahko nadomestila del tega, kar nam ni uspelo po osamosvojitvi. Ampak bo spet pomembno, da vsak v svojem okolju, ko pride pred trgovino, pred zbiralnico mleka, tam v svoji obrti, tam na firmi, pa da obesimo slovenske zastave, pa da smo domoljubni, ko tako se norčujejo iz Američanov, vso dajo ameriške zastave in kljub temu, gledajte, kako hude konflikte imajo med sabo. Ampak ko pride do dogodka, do njihovega državnega glavnega praznika, je ameriška zastava in na vsaki športni prireditvi in tako naprej. Zato jaz mislim, da moramo iskati to enotnost v zmagi, kot je bilo rečeno, to enotnost ne da izključujemo. Če bi rekel, izključujemo SMC.
Ne, hočem reči, izključujejo se zame samo tisti sami, ki svojim načinom delovanja neposredno sesuvajo temelje naše države. Drugače mi rabimo desnosredinske in tudi levosredinske. Veste, kaj je bil Demos? Slovenska kmečka zveza, Slovenski krščanski demokrati, socialdemokrati, Zeleni Slovenije, Liberalna stranka, potem še Sivi Panteri in SDS in Zeleni Slovenije so bili veliko bolj levosredinski kot desnosredinski. Je bil nek tak širok krog. Recimo danes ponovno se postavlja vprašanje, tu smo v Laškem, glejte, kaj se je dogajalo recimo med vojno, po vojni, ti poboji in to. Ampak kljub vsemu je pomembno, da ohranimo spoštljiv odnos do vseh, ki so se borili proti nacizmu, fašizmu in komunizmu. In je to eden od zgodovinskih temeljev, ki naj nas povezuje, ne pa deli. Ker tako smo podvrženi, da se hitro delimo in tako težko pridemo skupaj, kot smo prišli po samosvojitvi, da mora pač vsak nekaj prispevati. In zato jaz mislim, kot je bilo rečeno, to je navdih, 57. številka je bila navdih, izpostavili so se ljudje, zdaj je pa prav, da se te stvari ve, se jih pozna in se jih za današnji čas primerno ponovno uporabi. Ja. Ena je zgodba nastanka slovenske države, druga je pa zgodba notranjih razmerij. Notranje razmerja so pa grozljiva, jaz nisem tako optimist, kot je Marjan, kajti mi morate vedeti, naprimer, mi smo v Trbovlji ustanavljali socialdemokratsko stranko, 5 ljudi, jaz, moj brat, še 2, pa eden, ki je bil pozneje, smo vedeli, da je bil udbuc. Od Demosa danes vedno od 126 poslancev pa to, ne se je bilo ta pravih demokratov, pa to danes vidimo, nekje dobra polovica. Se pravi, vse stvari je imela na en način partija na tak ali drugačen način pod kontrolo. Mi teh centrov moči, ki jih je partijska oblast naredila kot Demos, nismo premakli niti milimeter. Nič. Nismo ne bank, ne pravosodja, ne milice, ne nič. Vse te strukture so ostale. Zdaj pa pogledajte, Nemčiji je v oblast nacizem bil 12 let. Pa so rabili skupaj z Amerikanci, z zahodnimi zavezniki 20 let, da so naredili denacifikacijo, da je vele sila z vrha dol to pomagala Nemcem, da je danes Nemčija takšna, kot je. Normalno. Mi pa dekomunizacije nismo naredili, ker nam nobeden v zunaj ni pomagal, znotraj je pa premalo bilo tega vedenja, zavesti, pa tudi znanja. Konkreten primer, pogledajte, če se vrnemo nazaj na fabrike, pa zakaj 50% ljudi ne hodi na volitve? Noben se ne vpraša, kaj se je dogajalo s fabrikami. Mi smo tole v Laškem je 87. leta prva fabrika, lesna industrija, šla v stečaj. Še danes se spomnim, leto dni so bila težka debata, ali ja, ali ne, ker v socializmu firma v stečaj kao ne more jeti. Po letu dni so potem veljaki sprejeli sklep in je šlo. Potem se pa plasosu. Težka industrija je bila vsa v bankrotu. Konkreten primer, strojna tovarna Trbovlje, odlična stroje, vse smo delali, 1700 ljudi zaposlenih, 88. leta, zdaj pred parimi leti mi pride človek, ki ga je partija poslala za stečajnega upravitelja. 88. leta. In pravi, tretji dan, ko sem prišel, mu pride finančni direktor, treba poplačati dati ljudem. Ja prav, da jim, ne? Ja prav, denarja pa nimamo. Kako pa zdaj? Ja prav, pokličemo v Ljubljano na številko in dobimo denar. In gor je že partija naredila 88. leta rezervni finančni sklad, da je pomagala v bistvu firmam, ki so že dejansko bankrotirale. Zakaj to govorim? Ko je to šlo v stečaj, je ogromno ljudi predčasno moralo iti v penzijo. In zdaj imamo mi 200.000 ljudi, ki nimajo 40 let delovne dobe, nimajo polno, ker govorim zdaj o penzijah, pa o tej tragediji tega ljudstva, ker mi se zdaj pogovarjamo samo o politiki, kaj se pa dejansko gospodarstvo dogajalo, kaj se dogajalo s temi ljudmi, da imamo zdaj ogromno revežo, ko objektivno niso krivi za to, ker je bilo stanje v fabrikah takšno, kot je, in enemu, ko manjka mesec dni do 40 let, ima on tisto penzijo po plači, ne vem, 300-400 evrov, ker eden, ki ima 40 let, mu zdaj pripada po zakonu 540 evrov. On, pa tudi to je premalo.
Tle imaš pa armado ljudi, ko neč. In mi smo leta 90, odnosno 91, z milijardo mark pokrili bančno luknjo, ki je naredila partijska, mafijska država. Fabrikam pa nismo pomagali nič, mi nismo imeli nobenega sklada, konkretno Jugoslavija je imela prej tako imenovano banko Jupmes, ki je pomagala firmam, ki preko kliringa pa to niso dovoljala denarja in so to devali. Odnosno država se je futrala za primarno emisijo. JLA se je v bistvu financirala z štancanjem denarja. Konkreten primer Broz. On je dobil par let pred smrtjo 6.000 mark jemu plače, v dinarjih smo jih prinesli direktno iz tiskarne, on je takoj dal svojemu adjutantu komando, je šel na črni trg kupil marke in te marke je vlagal v Švici in v Švici ima cirka milijardo evrov v tem cifrah. Tako se je to vse skup delalo. Vse skup je bilo v katastrofi, pri nas pa Marjan Papež govori, ja, tisti, ki je tukaj si vplačil, tukaj boš dobil penzije. Halo? A obene imamo pa še borčevske penzije, privilegirane penzije, une penzije, trika penzije. Vidite, kako se zdaj dogaja grozljivka. Zdaj so sprejeli sklep, sicer dobro namerno, to je obrtna zbornica dala, ker govori eden, ko gre v penzijo, da bi imel penzijo, a bi še delal kot obrtnik. Ok, ampak kaj ste pa zdaj naredili? 20% so dali še zraven pokojnine enemu, ki vleče na 40 let in zdaj ima 40%. Sem zadnjič govoril z možakarjem, dela v gospodarskem ministrstvu. Dela nič, ker nima kaj delati, ker v tej vladi praktično se ne dogaja nič. 2500 evrov ima neto plače, zračunal se je, da bo imel 1500 evrov penzije in zdaj na 2500 evrov dobiva še 40% od 1500. Halo? Ljudje pa to vidijo. Ta nebogljena politika se o tem sploh ne pogovarja. Nobena stranka še ni rekla, mi bomo pa te zadeve uredile, kaj ti poglejte. Država mora staviti na dveh stvareh. Na redu in na pravičnosti. Še ne red je lahko brez pravičnosti, pravičnosti brez reda pa ne more biti. Pri nas pa nimamo ne reda, nimamo ne pravičnosti. Vsi centri moči, vsa ta privilegija, pogledajte primer grozljiv. Ko smo včasih imeli v prejšnjem sistemu 10 let, da si dobil za penzijo poprečje, policija, odnosno milica, pa UDBA, pa to zadnje leto, odnosno celo zadnji mesec. In danes imaš danes dobre penzione. Bivši udbovci, miličniki, stari 80 let, po 1500, 2000 evrov ima penziona, oni hodijo po gostilnah, ker magnar za pijačo in šimfa potem čez Janšo, šimfa čez demokracijo, revčki, ki imajo pa 300-400 evrov, so pa doma. A smo rekli, da bomo to uredili? Nismo rekli. Skratka, ta slovenska politika ali pa ta nebogljena politika, kaj je danes en minister? Lejte, tipičen primer Zorana Požniča Trbovča. Jaz sem ga še učil predvojaško. On je zadnjič nekomu obljubil za dober projekt en gnar, ki ga imamo viška. Ampak mu je nižji uradnik rekel, minister, če boš tu dal, te bom pa prijavil, te bom pa uvadil. Zaposleni svojemu gospodarju, ker je minister ili predstavnik preko poslancev ljudstva, reče, da ga bo vadil in ni upal dati denarja. Skratka, ti ministri, ko pridejo gor, so ujetniki tega omrežja, to je prvi, drugi rang teh državnih uradnikov, ki so večni, imajo super plače, nobene odgovornosti, delajo, kar hočejo, ministri so pa gor kot ljudke. Skratka, mi rabimo popolni reset te politike. Mi rabimo s tem, da, to je pa rekel že Lincoln, volilni listek je močnejši od metka. Kratka, politika, ko nekaj obljubi in dobi potem od ljudstva mandat, mora potem to narediti. Ali mi to dejansko naredimo, kar mi obljubimo, vemo, da imamo problem proporcionalni, pa koalicije, pa kompromisi, vse to meni jasno. Ampak to malo morgen. Pogledajte, v Nemčiji, ko so se zdaj pogajali za koalicijo, 2000 strani ima njihov koalicijski sporazum. Oni dobesedno zapišejo vsako stvar in se tega potem v celoti držijo. Pri nas je Šarec podpisal sporazum, v smislu podpiši in pozabi. In to mi gledamo, nikomu ništa, mediji to pozlatijo, ljudje pojma nimajo, vejo pa, da je nekaj narobe. In dokler mi tega javno ne bomo povedali, da bomo te krivice, kaj se doredili? Vse krivice preteklosti s komunizma smo potegli sem, ustvarili še kup novih, pa ogromno privilegij od prej nedotaknjenih, pa novo privilegije. Ljudje pa to vidijo. Ker bistvo politika pa je od ljudi za ljudi za ljudmi. Ali naša slovenska politika to dela? Ne dela. Vsak, nažalost, to zdaj zelo kritičen, 20% gleda v politiki, da bo preživel on, da bo imel plačo ali tako, pa uno. Jaz v 30 letih nisem doživel, da se bi pogovarjali o splošnih problemih. Vsak mi jamra ali o svojem problemu, ali problemu svojega resorja, karkoli. Kaj je pa narobe s to državo?
pa nič. Ne, in objektivno je dejansko to, da mi te globoke državi ali pa tem strukturam nismo enega lista vam potegli, pirja, kamoli, da bi jim prestigli peruti. In to nas zdaj še čaka. Če bomo to naredili, bo ta država normalna, če te stvari ne bomo naredili, bomo pač živeli, lačni glih ne bomo, ampak bomo životarili in se vrteli v začaranem krogu, ker dejansko svet nas pa dohiteva in prehiteva. Sam pogledajte baltiška država ali pa vzhodna Evropa, to so dobesedne grozljivke. Ob tem, da morate pa še nekaj veriti, ne? Partija nikoli ni sprejemala strank. Stranke so bile nekaj bogokletnega, če ste rekel, beseda stranka v prejšnjem sistemu so da zaprli. Ne, in beseda stranka je pri ljudeh, rekel, tabu tema ali pa nekaj slabega. Konkreten primer sem doživel v Trbovljah, ne, se z enem pogovarjam, pride mimo človeka, ki ga sploh nisem poznal, pa kaže unemu. S tem se pa ne pogovarja, taj pa politik, taj pa nevaren. Tako se potem pri nas javno mnenje dela. In potem se pa čudimo, da nimamo kadro, da nimamo tega, unga, trezga, s tem, da zdaj, ali mora priti zadeva do dna, pa se potem gor dvigne, ali pa jaz verjamem zelo v tej, če se bo zelo nova vlada naredila, da se bo pa, rekel, glede na to, da se danes to, kar govorim, vse ve, vse pozna, da se bo nekaj začeli v pravo smer premikati. Tako da, skratka, če smo naredili državo, znotraj mi nismo še premaknili nič ali zelo malo. Postavimo še piko. Aktiven državljan me zanima. Kdo je aktiven državljan? Kako se mora obnašati? V par stavkih. To nam manjka, pravzaprav. Ja, jaz bi rekel to, ta analiza čist drži, ampak ne bi dal na konc piko, ampak vejco. Ni res, da so vsi enaki. Tisti, ki smo se bolj izpostavljali, so nas bolj diskreditirali. Veste, te diskreditirajo to, da te lastna mama ne verjame, da ni nič, ker če vidi 100 svinari na televiziji, reče nekaj pa že more biti. In zato je izjemno važno, da ne posplošujemo. Je treba vedeti, da večina iz teh osamosvojitvenih pomladnih strank nosilcev smo bili pod totalno diskreditacijo in je potem izjemno težko delati. Jaz sam imam izkušnje, pa veste še, koliko jih je bilo, pa so tudi v tem trenutku v Sloveniji. In če grem zdaj tu na aktivnega državljana. Ja, kdo je aktivni državljan? Vsak, ki skladno s tem, kar lahko, kar zmore, kar zna, kar si upa, prispeva tudi za skupno dobro. Ker če bo prispeval vse to za skupno dobro, bo prispeval tudi za svoje dobro, za sebe, za svojo družino. In aktiven državljan je pravzaprav tista odgovornost, ki naj zrase iz navdiha teh časov izpred 30 let. Ja, aktivnega državljana naredi v bistvu sistem ali država. Se pravi, že z prvošolca bi morali šolski sistem zgraditi v pokončnega, rekel, človeka, ki razmišlja z lastno glavo, ki si upa kaj na glas povedati, ki misli in ki govori o tem, kaj misli. Pa mi pa delamo preko šolskega sistema, ljudem ogromno informacij, kaj pa on s temi informacijami naredil pa nič. Taka aktivna demokracija brez aktivnega državljana dejansko sploh ne more delovati. Ne funkcionira. Absolutno, to je jasno kot beli dan. Zdaj pa kaj, ne? Leta, mi moramo zopet se, pa bom mogoče, ne vem, že malo moteč, ne? Povojni poboj. Mi danes točno vemo od spiske, kdo so bili odgovorni za poboj več kot milijon ljudi za celo Jugoslavijo. No, beden ni nič odgovarjal. Konkretni primer, pogledajte, Slovenska Bistrica, če se ne motim, 2000 ali 2001, ko so odkrili leta 1946, so jih pobili v rovu, ne, in sta prišla in direktor policije in mama od Sirarja, so rekli, čez 3 mesece, mi točno vemo, kdo je bil odgovoren, čez 3 mesece se bojo ti ljudje zaprti, procesirani. Danes je 20 let, nič. Leta 2000, no to je pa zanimiva zgodba, ki nikoli bila v javnosti, ne? Za časa pa Jukova vlade pokličejo Kučana na Čebine. Vemo, ko so Čebine, to je v Trbovljah, gor je bila ustanovna seja CK Slovenije, ne? In mu govorijo, da naj prepove knjigo, če se ne motim, Franca Premeta, tudi mi smo umrli za domovino. On jim pove, prav, ne, to ni problema, pač on jim so napisali eno knjigo, mi smo jih napisali 1000 knjigo na knjigo, nič, ne?
Ampak kaj pa tam je povedal njim? Dal jim je zagotovilo, da nobeden od teh zločincev ne bo v Sloveniji procesiran in kaznovan. In do danes se to še ni naredilo. Sprav, imamo Pavla Jamnega, ki je znotraj te posebne komisije nič. Imamo kup teh institucij, ki svojega posla ne naredijo. In dokler teh zadev, jaz se strinjam, Marjana, absolutno niste mogli tistih par manjlcev, ki je bilo gor v tem morju, kaj narediti, se vemo, kaj so potem s tabo dogajali, da ne govorim prej. Ampak to so zdaj ključna stvari, če mi teh zadev ne bomo non-stop ponavljali, pa enkrat odprli oči ljudem in srce predvsem, če tle ne bo etike, če tle ne bo morala, če tle ne bo človeštvo, človeška civilizacija sloni na 3 stvareh. Pravici do lastnine, pravici do obrambe in spoštovanje do mrtvih. To je 20 000 let že na svetu, mi smo komunisti, nam je vzel lastnino, nam je vzel pravico do obrambe, pogledajte, danes še jeden v drugo bajto, pa ga šti udara, boš ti kaznovan, ne pa on, ne. Da ne govorimo o spoštovanju do mrtvih. To so temeljne stvari, ki bomo mogli non-stop ponavljati. Pa zdaj konkretno vlada, pa minister niti ne. Znotraj te pomladne opcije se bo moral ustanoviti en gremij, pa potem tudi dobiti, ne vem, eno finančno moč ali karkoli in preko medijev te zadeve govoriti. Slovenija je bolana družba. To bo treba pozdraviti. Se pa strinjam, jaz sem še optimist, jaz verjamem, da bomo to naredili in moramo to narediti. In dajmo zaključiti. Dajmo zaključiti optimistično. Jaz se vama, če želite še kakšno piko postaviti, jaz se vama lepo zahvalim. Bo treba še kdaj na to temo nadaljevati naš pogovor. Bili smo nekoliko daljši, kot smo obljubili, ampak jaz mislim, da smo se vsi skupaj iz tega kaj naučili. Hvala vama. Iskrena hvala. Zdaj pa, da ne boste rekli, da samo politiziramo, kar je seveda zelo potrebno in koristno, bomo dali besedo okroglim muzikantom, ki jih že pričakujemo na odru, da nas bodo razveselili. Prosim.
Znajo, ne? Vsak naj dela tisto, kar zna, smo slišali že danes. Hvala okroglim muzikantom, popestrili so nam večer. Hvala cenjenima gostoma pogovornega večera, gospodu Podobniku in gospodu Kmetiču. Hvala vam, ki ste prišli in se udeležili tega večera. Jaz mislim, da smo se vsi skupaj nekaj naučili, da bomo navdih lahko drug drugemu, kar je ključno, in da se bomo znali poslušati med seboj, in da se bomo znali tudi slišati med seboj, in da bomo znali sodelovati, kar je bistvo vsega početja. Zdaj vas moram na koncu še povabiti na obisk v Muzej slovenske osamosvojitve, ki je v Ljubljani v centru, vsak torek in četrtek med 10 in 14 uro, to je nekaj teh generali, če vas pot zanese mimo, le pojdite pogledat, se šika. Lep večer je bil, sem prepričana, nadaljevali ga bomo pa v avli, kjer bo beseda dala besedo ob kozarčku, morda pa še katero razdremo pametno, kot znamo. Naj zaključim s Prešernom, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Srečno Slovenija, hvala vam.